Mladinska ekipa hokejskega kluba Dolenjske Toplice, ki je sicer tudi večkratni državni prvak v svoji kategoriji, se je odpravila na izredno močan mednarodni turnir Sparta Cup Kids, ki je potekal v španski Barceloni. Na njej je nastopilo več kot 80 hokejskih ekip in čez 850 igralcev iz 30 držav sveta. Obiskali smo jih na zadnjem treningu pred odhodom v Španijo. Jaz se ga tudi zelo veselim, to je svetovno prvenstvo, pa še zelo velik ekip bo in mi smo ena izmed teh in upam, da bomo v redu igrali, dobro igrali. Fante v bistvu peljemo v Španijo kot neko nagrado za dosedanje delo, ker so bili v zadnjih 3 sezonah državni prvaki in smo se v klubu skupaj z ostalimi, z odpravnim odborom, odločili, da jih v bistvu nagradimo s tem, da jih odpeljemo na ta najmočnejši turnir. Kar se tiče turnirja, tam bo nastopilo preko 70 ekip, preko 800 igralcev iz celega sveta, v bistvu iz vseh kontinentov tega sveta, tako da verjamem, da bo za fante to neka nova dogodivščina. Mladinci intenzivno trenirajo in se pripravljajo na tekmovanje, hkrati pa redno tekmujejo v ligi, kjer branijo prvo mesto. V Španiji želijo dokazati svojo vrednost. Da se čim bolj izkažemo oziroma pokažemo najboljši luči, kot sem že omenil, pridejo ekipe iz celotnega sveta, iz 30 različnih držav in verjamem, da bo turnir zelo, zelo težek, ampak verjamem v moje fante. Turnirja v Barceloni se vsi v klubu iskreno veselijo. Za klub je v bistvu zelo pomembno to, da kot samo organizacijo predstavimo na višjem nivoju, da v bistvu gremo nekam dlje od Lukovice oziroma Horjula, kjer večino tekem odigramo v sezoni, tako da verjamem, da bo to ena lepa promocija za klub in pa seveda za Dolenjske Toplice kot samo občino. Pripravljamo se praktično že čez celotno sezono, kajti vemo že nekaj časa, da se bomo udeležili tega turnirja in zavedamo se tudi, da to je turnir, kjer bojo nastopile ekipe iz celotnega sveta in sem prepričan, da vse ekipe ne igrajo istega hokeja, kot ga mi igramo v Sloveniji in je treba biti res pripravljen 100%. Treninge imamo 2-krat na teden, poleg ligaških tekmovanj, ki jih igramo z selekcijami v 15 in v 12, so praktično otroci oziroma fantje 3 do 4 na teden na rolerjih, kar je zelo pohvalno. Ta generacija mladih topliških hokejistov je sicer zelo nadarjena. Hokejska zgodba vsakogar od njih pa je nekaj posebnega. Ker mi je zelo zanimiva igra, ker se igra hitro, pa mi je zanimiv šport. Dolgoletno dobro delo z mladimi se vztrajno kaže tudi pri odličnih rezultatih, ki jo dosegajo vse selekcije v klubu. Predvsem je pomembno to, da delamo pravilno, da jih usmerjamo v pravo smer. Pomembno je tudi to, da fante naučimo, ne samo kar se tiče hokejskih stvari, ampak predvsem tudi tega, da bodo tega hokeja imeli v življenju kot neke delovne navade in pa tako naprej. Sicer pa se v klubu najbolj veselijo dejstva, da bodo po desetletjih prizadevanj končno dobili pokrito hokejsko igrišče. Mislim, da to bo, ko bi rekel, kot nek občinski praznik, ko bo postavljena dvorana. Prvo kot prvo, ne bojo več rabili skrbeti, ali trening bo ali ne, da ne bojo gledali za hrib gor, ali oblaki prehajajo ali ne, a bojo mogli se pripeljati v Novo mesto Košenice. Zdaj bojo imeli fante res na pragu doma, bojo imeli dvorano, več opcije za treninge, boljše pogoje in mislim, da je to res ena ogromna stvar. Verjamem in prepričan sem, da nam bo ta streha pripomogla temu, da bomo imeli v bistvu prvi vrst bližji treninge, kasneje pa tudi v bistvu to, da pridobimo več članov, otrok in pa seveda, da imamo pokrite vse selekcije. Trenutno je sicer v klubu več kot 50 aktivnih članov. Želel bi si večje zanimanje, želel bi si v bistvu, da bi bilo večje število otrok, ampak bomo šli korak po koraku, zdaj bomo dobili
to dvorano, streho nad glavo, tako da bomo kasneje lahko v bistvu novačili nove člane oziroma otroke iz okolice. Kljub smelim rezultatom pa ne želijo zaspati na lovorikah. Izzivi v prihodnje so seveda tale Sparta Cup v Španiji, da se najbolj možno predstavimo v mednarodni luči, seveda dokončanje igrišča v Dolenjskih Toplicah in pa seveda članska ekipa, da osvoji eno izmed prvih 2 mest v državi, ciljamo pa seveda na najvišje mesto. Topliški hokejski klub je sicer edini hokejski klub v regiji in se lahko pohvali z več kot 30-letno tradicijo.